No, dober dan še v mojem imenu. Sem Grega Maček, Jure prav, da gremo kar dalje, da nam kaj zelo zavlačval. Prosil me je, da bi za danes pripravil eno kratko tematiko o uporabi litijevih baterij v naših lastnih aplikacijah. Ne bi danes prav zelo veliko zgubljal z teorijo, kemijo in podobnimi zadevami besed, tako da bi raje šli kar na take praktične aspekte uporabe, ko imamo mi neko napravo, želimo jo dati na baterijsko napajanje, litijeva baterija super razmerje teža pa kapaciteta. Ok, super, to predelamo in pol beremo na forumu takale prispevke, sem in tja, ne vem, verjetno veliko vas je tole bral, verjetno veliko ne tudi na forumu modelarji so imeli podobne probleme, ko so jim delavnice zgorevale. Zdaj, če vi tale tekst preberete, v njem vidite že kar precej, kaj je bil vzrok požara. Možakar je dal zamenjal IMH baterije z litijevimi, brez kakršnekoli zaščite. Zadeva bi teoretično šla še v redu skozi, če bi bila polnjena verjetno na nekem CCCV polnilcu z omejitvijo napetosti in to, kar tukaj očitno ni bila in je bil sredi noči neke sorte ognjemet, ki ga je možakar na srečo do časa opazil, če ga pa ne bi bilo tako fajn. Taka čisto običajna akumulatorska aplikacija ima na eni strani polnjenje, to gre v baterijo, na drugi strani imamo nek porabnik, ki ga ali direktno ali prek nekega DC-DC pretvornika napajamo in to je to. In zdaj, če mi tole uporabljamo v taki aplikaciji, se pravi brez vsega, pa slej ko prej se zgodi ali tole, ali pa baterijo uničimo. Zdaj vprašanje, ponavadi je tako pri polnjenju lahko pride do požara, ponavadi če zadevo pretirano spraznemo, mi ne bomo povzročili požara, ampak bomo pa uničili baterijo. Kaj moramo zdaj narediti, ne? Ja, logično, ne, baterijo je treba zaščititi in to na obeh straneh. Ni dovolj, da zaščitimo samo polnjenje, ni dovolj, da zaščitimo samo praznjenje, ker so ene zadeve zelo povezane med sabo. Za baterijo ščititi obstaja danes namenska vezja, ki prekinajo tok iz polnilca v baterijo in tudi iz baterije proti porabniku. Reče se jim BMS enota, Battery Management System, in obstajajo v takih bolj kitajskih izvedbah, enostavnih in tudi v bolj naprednih, kjer imaš noter mikroprocesor, kjer meraš tok, računaš state of charge in podobno. Čisto konkretno, če pogledamo tlele na tole je nek kitajski BMS z očitno 3 celice, ker ponavadi je tako B plus je prva celica, pa je pa B1 plus druge celice in B2 plus tretje celice, na P plus minus pa priklop uporabnika. Tlele vidimo, imamo nek nadzorni čip, to so ponavadi namenski čipi, tudi pol bomo pogledali dizajn tega zelo enostavnega zaščitenega vezja. Imamo šum topor, kjer ga ta čip meri tok in v primeru preseženega mejnega toka je njegova naloga, da zadevo izklop. In pa imamo 2 NFET tranzistorja, eden za polnjenje, eden za praznjenje. Kako sta obrnjena, bomo pol pogledali. Skratka, v primeru, da s katerokoli od teh celic, na B plus, B1, B2 nekaj ni v redu, ali pa da je tok presežen, bo on enostavno prekinil polnjenje ali pa praznjenje. Fina stvar, ki jo bi mogli imeti načeloma BMS-i, pa jo po večini vsaj takali enostavno nimajo, je tudi merjenje temperature. Namreč litijeve celice so vse po vrsti od life po 4 litijona in vseh teh kemij zelo občutljive na polnjenje pri nizkih temperaturah. Tam nekje pod 0 stopinjam se začne na eni elektrodi metalizirati litij in to tako nepovratno poškoduje celico na način, da ima čedalje manj kapacitete. Podoben, kot je bil memory efekt pri IMH celicah problem. Tole je drugačno kemijsko ozadje, ampak ravno tako na dolgi rok začnemo kar občutno zgubljati kapaciteto. Tako da večina teh malo pametnejših polnilcev in tudi BMS enot ima temperaturen senzor, s katerim nadzira kakšna je temperatura pri polnjenju. Pri praznjenju načeloma s tem ni problemov, lahko mi litijevo baterijo praznimo tudi pri -10, -20, -30, ni problema, samo moramo se pa zavedati, da bo precej narasla notranja opornost baterije, se pravi, če imamo mi nekega nizkega porabnika, nam to niti ni neka težava, kolikor imamo pa nek porabnik, ki ima kakšne visoke tokovne špice, tam pa se moramo zavedati, da bo pa drastično padla zmogljivost.
Kaj mora BMS enota delati, ne? Se pravi, mora nadzirati en kup stvari, in sicer med polnjenjem in praznjenjem. Pri praznjenju zadeva majčkeno enostavnejša, mora under voltage, se pravi prenizko napetost, spet vsake posamezne celice ni zadovolj, da se gleda samo paket, če imamo mi zaporedno vezane celice. Mora gledati pretokovno zaščito, overcurrent in overtemperature, ki jo ponavadi niti nimajo vsi, ampak je to kar zelo fajn, da dela. Tudi tako je, pri praznjenju, karkoli, če mi tega nimamo, se nam pokvari kakorkoli, ne bomo še zažgali bajte, bomo imeli pa stroške, ker bomo mogli baterijo menjati, ker bomo s tem uničili. Dočim pri polnjenju pa treba paziti malo več stvari. Se pravi, moramo baterije polnimo v tako imenovanem CCCV načinu, se pravi prvi del cikla s fiksnim tokom, ko pridemo do določene napetosti, s fiksno napetostjo naprej, tok začne padati. Se pravi, prva stvar, ki jo moramo gledati, je over voltage threshold, ki ga moramo postaviti, se pravi, nekoliko nad tole napetost, na katero filamo celico. To je različno od 4,05 recimo do 4,2. Tudi nekateri filajo na 4,35, je pa tako, na višjo napetost, ko filamo celice, bolj se bo to poznalo na življenjski dobi. Konkretno, če nimamo potrebe po ogromni kapaciteti, lahko recimo pri standardni litij-ionski celici 18650, s tem, da jo ne polnimo na tistih tipičnih 4,20 V, ampak na 4,05 V, približno za 3 do 5 krat podaljšamo njeno življenjsko dobo, je pa res, da na ta račun izgubimo nekje 10 do 15% kapacitete, kar je še zmeraj tak za moj okus dosti dober trade-off. Se pravi, poleg previsoke napetosti, seveda, gledamo tudi prenizko napetost, to je predvsem v vklopu, se pravi, če imamo mi da priklopimo gor uničeno celico, ki ima prenizko napetost in bi jo začeli polniti s polnim tokom, to ni ne dobro pa ne zdravo, ponavadi bo taka celica odletela, tako da večina polnilcev ali v takem primeru sploh ne začne polniti, da zdetektira, da je ena celica slaba, ali pa začne polniti s prilagojenim zelo nizkim tokom. Če se nam zgodi, da mi recimo nek baterijski paket ne spraznimo glih na nulo, ampak delač pod eno mejo, ki je za baterije zdrava, recimo 2,5 V ali pa še kakšen 0,1 V nižji, je naša prva naloga, da zadevo priklopimo na laboratorijski usmernik, naštimamo polnilni tok, ne vem, 1/20 C ali pa manj, in s takim počasnim tokom počas dvigamo šele, ko pridemo tam na 3,5 V, začnimo potem s standardnim polnjenjem s polnim tokom. Se pravi, pomembno je tudi, da nadzira temperaturo, in spodnjo in zgornjo, se pravi, nekje tam od 0 do 50 V je eno tako, ali pa od 5 do 50 V nekje varno območje za polnjenje baterije, litijeve, pa tudi stopinj, ja. Pa tudi, če imamo, kot sem prej rekel, zaporedno vezane celice, mora BMS skrbeti za vse in jih mora tudi med sabo izenačevati, balansirati. Celice so pač ene ničkam boljše, ene ničkam slabše, čeprav z istega traka pri Kitajcu prihajajo na konec. Ampak mi, ko jih enkrat zaporedno povežemo in praznimo, se te razlike med njimi čedalje bolj povečujejo v napetostih in ponavadi to delamo na način pasivnega balansiranja, se pravi, da usporedno z vsako celico imamo še nek upor, pa en tranzistor in naša elektronka zaščitna, tam, ko je najvišja napetost na celici ali pa na več celicah, pač med polnjenjem, ko dosežemo 4 V, začne tisti upor vklapljati, da preko upora praznejo celice, ki so na najvišji napetosti. Takole, zdaj izgleda ena taka zelo enostavna zaščita, z čipom BQ-jevim od Texasa za eno celico, ki jo je možno sicer aplicirati tudi na več celic, oziroma vzamemo za več celic drugo zaščitno vezje, ki pač podpira več celic. To so taka najbolj enostavna zaščitna vezja, ker jih toplo priporočam, da jih, če že delate svoje vezje, kar zintegrirate gor, ker kot vidite, tle ne rabite praktično, rabite tale čipek, ki je 3x3 mm, rabite en kondenzator, en upor, 2 nofeta, pa tle nazaj imamo še eno povratno zanko, da merimo tudi tok, kakšen je. Nimamo tle v tem sploh nekega specifičnega šunt upora, ker ni ta merjenje toka namenjeno, da bi neke natančne limite s tem imeli, ampak je bolj zgolj zaščita pred kratkim stikom na izhodu, kjer pa kar uporablja v bistvu upornost skozi tele tranzistorje kot indikacijo pač padca napetosti in meri tle zadaj.
Če vidimo zdaj, kako imamo dva feta z diodom noter na feta in zdaj, če mi v eno smer po defaultu sta seveda oba dva odprta in mi lahko po milivoli paket praznimo polnimo. Če se recimo doseže previsoka napetost, se bo za charging MOSFET zaprl in ne bo več pustil zadeve polniti, čeprav prazen se bo pa še vedno lahko preko diode potem noter, pa seveda prek discharge feta. Obratna zgodba je, če zadevo mi polnimo, če zadevo mi praznimo in se ena celica, tale celica sprazne pod tisto določeno mejo, se bo discharge MOSFET zaprl, charge bo še vedno odprt in bomo lahko mi zadevo še vedno polnili skozi tole diodo v discharge fetu. Pri teh enostavnih čipih za BMS enote je treba poudariti, da noben praktično od teh, ki bi bil meni poznan, od teh res enostavnih pa pocen, nima, da bi se lahko nekaj zelo zmišljevali glede meje, ne vem, kdaj bomo odklopili pri kakšni napetosti. Konkretno za ta čip BQ297 pač ima pol še dve številke zadaj in obstaja vsaj 20 različnih verzij in tam pač mi izberemo, kjer bomo imeli, se pravi, ima bo zgornja napetost 4,2 V, bo 4,215 ali bo 4,23 in isto spodnja in tokovna limita. Iste verzije obstajajo teh čipov tudi za 2-3 celice, ponovadi se tam pol že veselica neha in za kakšne večje pakete moramo iti na neke druge rešitve. Takole izgleda čisto enostavno tako zelo majčkeno vezje z enega projekta, ki smo ga delali za IRNAS inštitut. Tole je tale čip zaščitni, 3 pede ima tle spodaj, to je 3x3 mm je tole velikost. Prav imamo dva nafeta, tle nazaj sensamo padac na tranzistorjih, se pravi, da bi bil za overcurrent in to je to. En pomemben detajl, ko vi sestavite takle vezje, priklopite na baterijo in se čutite, baterija je napolnjena, delal vam pa ne bo, ne. Vsa ta zaščitna vezja imajo tako imenovani shipment mode, ki ga, ko damo baterijo na vezje gor, zaradi nizke porabe ne aktivirajo izhoda. Zato moramo mi ali za zresetirati zaščito priklopiti nek polnilec gor, se pravi, moramo s strani izhoda pritisniti neko napetost gor, oziroma zadostuje že, če tlele kratko sklenemo pack minus pa celico minus. Tako da se lahko na vezju predvidi neko tipkico, s katero to naredimo in potem pač, ko se čip zbudi, pol tranzistorje odpre, tako kot se spodobi za njih. Polnjenje sem prej že večkrat omenil, se pravi, v prvi fazi polnimo s konstantnim tokom, ko pridemo na neko določeno napetost, kjerokoli se že odločimo, oziroma odvisno je od kemije celice, pa od tega, koliko hočemo imeti in kapacitete in življenjske dobe majčkrat, začne tok padati. Napetost se nam je pa v tem istem trenutku, se pravi, ustalila, mi smo zdaj tle na 4,2 V in držimo napetost v constant voltage režimu, tok bo padal pred nuli. Kdaj zdaj nehati polniti? Običajna praksa je, da nehamo polniti pri nekje, ko tok pade na 1/10 začetnega, se pravi, če bi zdaj polnili z 1 amperom, bomo tle 3 ampere recimo polni, ko pade na 130 miliamperov, prekinemo polnjenje. Takrat bo seveda napetost na celici počasi padla, ne bo več na 4,2 voltih, bo padla na nekje 4 volte. Ampak takrat, običajno polnilci so tako narejeni vsi čipi, da takrat ne začnejo polniti, ampak čakajo, da se odklopi baterijo in se jo priklop nazaj. Tako, zdaj, ko smo mi našo celico zaščitili, se pravi na noti in na ven, jo moramo napolniti. Za poln traven tako obstaja milijonenih čipov, zelo enostaven, zelo poceni in zelo razširjen je tale kitajski TP4056, ki so ga razvili, se mi zdi, še pred vsemi Texasi in temi in obstaja v milijonu raznih eBay zadev. 50 teh čipov stane, ne vem, če $10, mislim, da ne. Slabost njegova je, da pač je linearen, se pravi, razlika med vhodno napetostjo pa tisto napetostjo, s katero bomo polno baterijo ogreva toploto, tako da moramo tega se zavedati. Čip sam sicer omogoča tudi dober amper toka polnilnega, ampak seveda, če imamo mi tisto toploto, kam odvajati. Zdaj, če ponavadi ta čip uporabimo, če filamo z 5 voltov, se pravi, z USB priključka. V tem primeru te toplote niti ni pretirano,
ko imamo kakšen volt, ponavadi dober volt, paca. Ampak če bi pa šli gre mislim do 9 voltov vhodne napetosti, tam imamo pa že kar občutne termalne težave. Za samo delovanje dejansko rabimo mi tlele vhodni kondenzator, izhodni kondenzator, tale R-prog upor, s katerim določimo mi tlele, s kakšnim tokom naj se baterija fila in to je to. Vse ostalo v teoriji lahko zanemarimo. Seveda sem prej omenil fajn, da uporabimo tudi NTC, s katerim merimo temperaturo na celici. Pomembno je, da je ta NTC upor dejansko pri bateriji, ker če bo zraven tega leči, pa ga bo ta leči pridel in ne bo mu bo skozi prijetno toplo, tako bom rekel. Imamo pa še dve ledici, statusni za povant, pa za standby z blinkanjem, v katerih lahko pač vidimo, kaj se dogaja. Tudi odvisno je, recimo, če taka majhna finta, če je tale kondenzator 10 mikro na izhodu, ko nimamo baterije priklopljene, on blinkane in PVM cycle od standby ledice je odvisno od tega kondenzatorja, tako da če hočemo, da nam hitreje blinka, zmanjšamo tale kondenzator pa je. To je res taka enostavna zadeva, ne bi tlele na PCB-ju niti zgubljal kakšne besede, ker tiste dva kondenzatorja pač date čim bližji power pinom pa izhodnim pinom in to je to. Zdaj pa ena taka malo bolj zanimiva zadeva, sploh za one, ki hodite pa po terenu, je pa en polnilec, ki bi imel široko območje, pa ki ga lahko tudi obesimo na nek fotovoltaičen panel, ker omogoča BPPT funkcijo. Nekateri verjetno veste, kaj je to, eni ne. Se pravi, mi lahko nek fotovoltaičen panel polnimo akumulator, ob predpostavki, da ga odklopimo, ko je baterija polna, kar direktno, ne. Takrat bo seveda napetost na fotopanelu enaka napetosti akumulatorja, ampak izkoristek pa ne bo dober. Ponavadi imajo vsi fotopaneli izkoristek najboljši pri precej polovico višji napetosti, kot je pa deklarirana napetost panela. Za 12 volten panel je to nekje pri 17 voltih, ne. Takrat je seveda tok nižji, je napetost višja, ampak sam izkoristek panela je pa veliko višji. In zdaj, če imamo mi nek DC-DC konverter, ki je zmožen loviti to napetost, se pravi, da na panelu vzdržuje tisto napetost in rajš znižuje tok polnjenja takrat, bomo imeli izkoristek panela veliko večji. Linear je dal en krasen čip ven, ki še niti ni tako drag, kot za sam Linear, ki je v bistvu integriral MPPT funkcijo noter fiksno, switcher in pa polnilno vezje, tudi zaščito seveda temperaturno in CCCV polnjenje. Lahko bi uporabil recimo glede na to, da se tudi switcherji akumulatorji po CCCV krivulji polnijo tudi za switcher akumulator. Zadeva ima tako presenetljivo dober izkoristek, nekje 2 ampera lahko čez nos praviš, odvisno malo od špule, pa na 1 MHz dela, tako da je malo špula je dosti majhna. In če rabite neko polnjenje tako majhno, kompaktno pa visok izkoristek, dajte si mičkeno tale čip pogledati. Še par mesecev nazaj je bil ta prvi prototip v zadnjimi pobiji, ki so bili v Himalaji en mesec in so imeli pri takole veliki celici skozi dosti štrama. Prej so imeli več pa enkrat večjo celico, s katero imeli malo slabši izkoristek, pa neke tele kitajske pretvornike vmes pa so imeli težave, bomo rekli. Takole izgleda drugače tole eno vezje, ki smo ga delali v okviru enega projekta, popoln na konc link, ker je open source pa open hardware projekt in ima to vse scheme in PCB-je in vse na voljo. Je pa to velikosti nekje tako 2x3 cm, tale ploščica takole je zmožna polniti nekje z 1 amperom recimo iz 12 voltnega panela eno litij-ionsko celico. Tlele bi rekel, sem že omenil, kljub temu, da je zadeva switcher, se še vedno greje in isto tole velja za unga prej. TP charger, sam dizajn termalni, ne vem, koliko ste kaj domači v tem. Stvar je taka, termalne vije iz topa v bottom na PCB-ju so tako, eni jih sploh ne delajo, eni so zagnani, ko ugotovijo, da lahko s tem spravijo toploto na spodnjo stran in nabijajo viji glih toliko, kolikor se jih da. Prav ni pa ne eno, pa ne drugo. Baker še vedno odvaja toploto boljš kot neke vije skozi,
Po drugi strani pa smo pa omejeni s površino in zato je se pokazala tako daleč najbolj optimalna postavitev neka zvezdasta vid, kot vidite tlele recimo, kako se gre ven. Na ta način imamo mi še vedno takole recimo po bakru površino bakra, ki pride ven, pa vije, ki zadevo spravljajo spodaj. Izogibajte se tega, da pod čipom bi nabili vije takole, kar v vrste, da imate kar eno luknje spodaj pod čipom. Ker na ta način naredite skoraj več škode kot koristi. Če bi imeli en layer brez vij, recimo takole, bi bilo boljše odvajanje toplote, ker če posod pod čipom naredite vije. Tako da priporočam, da se da linijo dol oziroma delate neko zvezdo. Saj to se vi, če ste kdaj kakšne malo boljše LED luči od kakšnih avtomobilov ali pa kaj razstavljali, tako že večkrat pogledajo na termalen dizajn, tam zelo uporabljajo te rešitve, kjer se seveda da. Za MPPT točko nastaviti, mogoče še tole rečem, se pravi, mi moramo nastaviti neko točko napetosti, pri kateri bo vhod deloval in bo potem čip sam prilagajal na te strani polnilni tok, tako da bo tlele vzdrževal fiksno napetost. Imamo tlele en vhoden uporabni delilnik, mi nastavimo z njim, recimo zdaj 17 voltov, ampak zdaj imamo sicer v datasheetu lepe formule, kako to preračunati. Načeloma pa radi čim prej zadevo sprobali, tako da je zelo enostavna metoda taka, da mi namesto fotopanela priklopimo nek tokovno omejen vir, na dosti visoko napetost, da vemo, da višje tega nimamo nastavljenega, priklopimo tole baterijo in on bo enostavno začel polniti s takim tokom, kot mu bo tole vir dopuščal na nastavljen tale V in reg. Se pravi, mislim, ko smo ta trimer nastavljali, tlele smo enostavno na vhod priklopili 100 mili laboratorijski usmernik na 30 voltih, pa na izhod smo priklopili eno celico in se je potem pač napetost usmernika postavila na nastavljeno točko MPPT-ja in se je pol enostavno s trimerčkom spravil, kaj kamor jo hočemo. Tole sem rekel, dajte si, če vas teli moduli in za polnjenje in za MPPT in tudi posel še neki boost pretvorniki, ki smo jih delali za njih zelo nizkimi ranga mikroamperov, standby tokovi pri stabilnem izhodu, dajte si mičkrat tale projekt pogledati. Na GitHubu je vse odprto, v Altiumu izrisano, tako da velja pogledati. Opozorim pa že zdaj, če boste šli v DC-DC pretvornik delati, dajte narediti hardware točno tako, kot je narejen tlele, ker če postaviš keramične kondenzatorje, 2,5 mega switcherju, 5 mm stran, tam, ki so zdaj, ni v redu. Boste čipe kurali, tako, kot smo jih imeli od začetka. Tako, hvala lepa. Upam, da ste kaj izvedeli.